V kulturnem domu v Beltincih sta Športna zveza Beltinci in občina Beltinci pripravile prireditev, na kateri sta razglasili najboljše športnice in športnike v posamičnih kategorijah. Po dveletnem težkem obdobju za športno udejstvovanje zaradi znanih epidemioloških razmer se stvari normalizirajo in dobivajo nazaj staro prepoznavnost kot segment družbenega življenja v občini Beltinci. O tem Marko Virak, župan občine Beltinci. Če smo prav vedno govorili, da smo tako po kulturi kot vse ostali dejavnostih znani naokrog, smo seveda tudi po športu znani in ne more zaostajati šport za tistimi nekako vodilnimi dejavnostmi, torej za kulturo, in je dejansko lahko povemo, da smo na istem imenovalcu, torej na vrhu, v neko vrhu, in kot župan, tudi kot občan vse zadnje občine sem upravičeno ponosen na to zgodbo in vedno govorim tako, tisto, kar je dobro, je potrebno pohvaliti in na tistem graditi. Najbolj navdušujoče, ko vidimo, koliko imamo perspektivnih športnikov iz različnih panog, ne samo zelenic, recimo tudi atletika, judo, ostale stvari. Tako da ta raznovrstnost je ravno tisto, kjer daje nek dodaten pečat, tako občini kot na koncu družbi kot celoti, in na tem je potrebno graditi. Seveda dvoletni premor zaradi tega covida je pač pustil nekatere posledice, vendar pa po pogovoru z predstavniki društev ugotavljamo, da ta trend sedaj nekako gre v pravo smer, torej število tistih, ki se vračajo nazaj v trenažne procese, pa tudi tisti, ki morda rekreativno se pridružujejo nekaterim dejavnostnim panogam, raste, in to je tisto, na katerem je potrebno graditi, torej biti je potrebno pogumen tudi v teh časih, ko smo recimo morda bili malce zaustavljeni, je večina njih vseeno trenirala individualno seveda, ampak rezultati so nekako vseeno zanimivo, zelo dobri, odlični, ne glede na to, torej, da smo bili malce zaustavljeni, ampak torej se pravi, da se, če je vztrajnost, če je volja, če je pogum, če je tudi malce tistega vizionarstva, ki nam včasih malce primanjkuje, potem seveda rezultat tudi ne more izostati. Kako v občini sredstvi proračuna skrbijo tako za rekreativni, kakor tudi za vrhunski šport? Za tisti vrhunski šport je težko suportirati samo in izključno iz proračuna oziroma iz denarja iz proračuna, tega se vsi zavedamo, iščejo vse potencialni investitorji, katerim pa nekako zakonodaja nažalost še vedno ni naklonjena, tako kot je bila morda 10 let ali pa več nazaj. Upam, da se tega zavedajo tudi tisti, ki so nekako odgovorni za zakonodajo, da bodo počasi razumeli, da je šport, pa tudi seveda ostale dejavnosti, zelo pomembne za kvaliteto bivanja. Kar pa se tiče občine kot take, seveda v mojem mandatu smo bistveno povečali sredstva za delovanje športnih društev, več kot 30% sredstev je bilo namenjeni dodatno. Poleg tega infrastruktura športna se zelo močno razvija in nekako tudi, če pogledamo za naprej, se ravno po teh dejavnostih, ki bodo danes razglašene, najbolj nekako želimo orientirati, kajti večina tistih je, ki so uspešni, ki kažejo najboljše rezultate, so združeni v teh panogah in tem želimo pomagati. Rekreativcem pa seveda verjamem, da nudimo tudi z ostalimi, nekako preko društev, preko ostalih dejavnosti, možnost, da prihajajo do tiste infrastrukture, ki jo za svoje nekako rekreativno udejanjanje rabijo. Koliko pa je župan Marko Virak aktiven športnik in v kakšnem odnosu je z njimi? Tako malce se posipljem s pepelom, ne zgledam glih kot največji športnik, čeprav v preteklosti sem bil. Poškodbe so pač pustile nekatere posledice, vendar pa je nekako tisti moto, jutri začnem, treba je začeti danes, in na tem mestu obljubljam, da danes že začnem z bistveno bolj športnim nekako udejstvovanjem. Tako kot po številnih drugih občinah, tudi v Beltincih v lanskem letu niso imeli javne prireditve, na kateri bi razglasili najboljše športnike za leto 2020, kar pojasnjuje Andrej Pozderec, predsednik Športne zveze Beltinci. Za leto 2020 nismo, jer praktično smo bili celo leto zaprti, prišli sta samo dve za podelitev in za volj toga smo se odločili kot 80% športnih zvez Slovenije, da ne podelimo. Katere so kategorije za izbor športnic in športnikov občine Beltinci? Podeljujemo, to je za začetnike perspektivni športniki, kateri kažejo že v mlajši leti odlične rezultate. Letos tudi imamo mladi športnik, mlada športnica, potem imamo žensko kategorijo članice, moško članice, najboljši ženski klubi, pa najboljši moški klubi. Letos še pa tudi imamo Ljubljante, 70 let Planinsko društvo Matica, pa 40 let klub malega nogometa Beltinci.
Pri izboru oziroma kriterijih so se upoštevali tekmovalni uspehi, odnos do športa, marljivost in vztrajnost. Pri kategoriji perspektivna športnica in športnik pa so priznanja tudi spodbuda za delo vnaprej. Priznanje za perspektivno športnico so prejele Marija Lucija Rengel, atletinja iz Gančan, Katarina Erjavec, atletinja iz Lipovec, Lorna Zečiri, karateistka iz Beltinec, Lana Kavaš, nogometašinja iz Beltinec in Jana Žižek, nogometašinja iz Gančan. Perspektivni športniki Nik Maj Vučko, judoist iz Bratonec, Nec Vrš, judoist in nogometaš iz Beltinec ter Marko Jerebic, nogometaš iz Lipovec. Priznanje za najboljšo mlado športnico je prejela Klara Janža, atletinja iz Bratonec, za najboljšega mladega športnika pa Gabriel Lipič, judoist iz Beltinec. V letu 2021 je najboljša športnica Športne zveze Beltinci in občine Beltinci Kaja Baler, judoistka iz Bratonec, ki je v letu 2021 osvojila 4 medalje na državnih prvenstvih ter nastopila kot članica kadetske reprezentance na Evropskem prvenstvu v Latviji. V kategoriji najboljši športnik posameznik za leto 2021 so priznanja prejeli tretje uvrščeni Martin Mesarič, igralec hokeja na travi iz Lipovec, drugo uvrščeni Maj Janža, atlet iz Bratonec, ter najboljši in s tem športnik leta 2021 Andrej Maroša, nogometaš iz Melinec. Član nogometne šole Mura iz Murske Sobote je z ekipo postal državni prvak, bil udeleženec kvalifikacij za Ligo prvakov in igral v konferenčni ligi. Andrej je najboljši strelec v novejši zgodovini kluba Nogometna šola Mura. 2 priznanji sta bili podeljeni v kategoriji ženska ekipa občine Beltinci. Drugo mesto športno društvo Sloparca iz Beltinec Atletika, najboljša ženska ekipa za leto 2021 pa je ženski nogometni klub Pomurje Beltinci. Igralke so v letu 2021 osvojile že 8. naslov najboljših v državi, bile udeleženke UEFA lige evropskih prvakinj ter bile na pragu uvrstitve v drugi krog. Zraven uspehov članske ekipe so nogometašinje več kot izvrstne tudi v mlajših selekcijah kluba. V kategoriji najboljša moška ekipa za leto 2021 je 3. mesto dosegel judo klub Beltinci in 2. mesto hokejski klub Lipovci. Najboljša moška ekipa občine Beltinci je nogometno društvo Beltinci, ki že 4. sezono uspešno nastopa v drugi slovenski nogometni ligi. Ena najmlajših ekip ima najboljšo gledanost v tem tekmovanju, društvo pa odlikuje tudi zelo dobro sodelovanje z ostalimi nogometnimi klubi v deželi ob Muri. Športna zveza Beltinci in občina Beltinci sta podelili tudi priznanji za 70 let delovanja planinskemu društvu Matica Murska Sobota Pododbor Beltinci ter za 40 let delovanja klubu malega nogometa Beltinci. Na prireditvi sta za kulturni del programa poskrbeli učenki glasbene šole Beltinci Katarina Tikvič in Leja Mikič z mentorico Mihaelo Šmit.